pa ga bom kar citiral, ne. Spoštovani, v zadnjih dneh je v Črnomlju precej velik preplah povzročila informacija o namestitvi begunskega centra v Črnomlju na Vražjem kamnu, na območju, ki je v upravljanju Športno-kinološkega društva Bela krajina. Dnevno beležimo več 10 klicev krajanov, ki nasprotujejo vzpostavitvi takšnega centra pri nas. Nameri oziroma izkazanemu interesu ministrstva glede vzpostavitve centra v Črnomlju na lokaciji na Vražjem kamnu močno nasprotujemo, saj menimo, da lokacija ni primerna iz več pomembnih razlogov. Zemljišče je sicer v lasti Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, a predano v uporabo in najem Kinološkemu društvu Bela krajina, ki že 30 let skrbi za omenjeno lokacijo, kjer je danes sodobno urejeno vodišče za šolanje psov. En aplavz za komentar. Da je prišlo do tehnične ustrezne in primerne sodobne ureditve, elektrifikacija, vodovod, razsvetljava, večnamenski objekt, pa so člani društva v zadnjih 20 letih porabili več kot 50 tisoč delovnih ur. Poleg prizadenih članov društva je pri postavitvi poligona za šolanje psov sodelovalo več lokalnih gospodarstvenikov in samostojnih podjetnikov, ki so brezplačno izvajali prevoze na Svitja jame, različna obrtniška dela in ostalo pomoč. Z izjemnim prostovoljnim delom in velikim finančnim vložkom članov društva, članarina in dotacije ter prispevkom davkoplačevalcem občinski proračun je društvo uspelo urediti prostor. Da bi delo prostovoljcev zadnjih 20 let zdaj uničili v nekaj dneh, je skrajno neodgovorno ravnanje državnih oblasti. Odzeti ljudem tisto, kar so gradili so svojo vnemo in trudom, da bi imeli boljše pogoje za delo in s tem tudi boljše rezultate, zelo neodgovorno. Hkrati pa v naši državi toliko govorimo o pomenu prostovoljstva, društvene dejavnosti in športa. V zadnjih letih smo tako v občini Črnomelj in krajevni skupnosti Črnomelj na Vražjem kamnu z velikim prispevkom prostovoljnega dela in sredstev večletnih proračunov uspeli postaviti športni park. Danes imamo na Vražjem kamnu igrišče za nogomet z umetno travo, zgledno urejeno tekaško pohodno trim stezo in vadbeni poligon za šolanje psov. Dnevno se na Vražjem kamnu rekreira več 100 mladih športnikov, deloma tudi v okviru male šole nogometa NK Bela krajina, obiskovalcev trim stez in ostalih občanov. V primeru, da se namestitveni center postavi na zainteresirani lokaciji, bo to pomenilo škodovanje Športno-kinološkega društva Bela krajina, uničenje dobro opremljenega poligona in nazadovanje njihovega uspešnega dela. Pod vprašaj bi postavili obstoj kinologije v Beli krajini in društva, ki kontinuirano dela že 30 let. Občanov in krajanov bi odzeli nogometno igrišče in trim steze, ki skupaj s poligonom za šolanje psov predstavljajo edini športno-rekreativni park v Črnomlju. Po našem mnenju je zemljišč državne lasti ogromno in so tudi bolj primerno za nastanitev migrantov. Zato od vas, spoštovana ministrica, zahtevamo, da ponovno preučite druge možnosti in lokacije za vzpostavitev centra. Menimo, da so naši argumenti upravičeni in izražajo iskreno skrb za okolje in športne površine v neposredni bližini predvidenega centra. Ne smemo in tudi ne moremo dopustiti uničevanja javnega dobra zgrajenega z lastnimi rokami in s težkim odrekanjem ter iskanjem sredstev v občinskih proračunih v letih 2016. Spoštovana ministrica, krajani Črnomlja želimo in zahtevamo, da upoštevate in spoštujete že narejeno delo ljudi in ohranite normalne pogoje za delovanje, bivanje lokalnega prebivalstva. Degradacije že tako degradiranega področja enostavno ne moremo dovoliti. Hvala. Zagotovo ste opozorili bagere. Vladi Republike Slovenije najavljamo, vkolikor ne zadosti našim zahtevam in ne ugodi, da bomo s temi bageri in traktorji fizično zaprli pot. Sedaj pa vabim tudi Silva Grdešiča, vsaj Črnomaljci ga vsi poznamo, tudi Belokranjci,
aktivnega člana na mnogih področjih. V lokalni skupnosti je res prisoten od športa do glasbe in tako naprej, da z nami podeli svoje vidike. Pozdravljeni. Ko so me poklicali, da bi kaj povedal na tem skupu, sem najprej razmišljal, kaj pravzaprav naj bi. Se nisem nikjer vpet v kakšne te, bi rekel, funkcije. Sem čist en navaden krajan občine Črnomelj. Pa sem pa razmišljal, ja, saj ne moreš biti čist ravnodušen, kaj se tle vse dogaja, ne? Saj tudi vi s tem, ko ste prišli sem, ste pokazali, da niste ravnodušni. Tako da vsak krajan Črnomlja pravzaprav mora kaj povedati. Tudi vi, ko niste na mikrofonu, ste s tem, ko ste prišli, nekaj povedali. Jaz bom mogoče malo drugačen. Iz enega drugega vidika to problematiko pogledal. Mi smo begunce že imeli v Črnomlju in to tiste čista prave begunce smo jih sprejeli, otroke, družine, ženske, kakšen starček je bil vmes. Med drugim je en Hazim, en starček, ki sem mu jaz bifej na Majerju tudi pri meni odzad v bifeju stanoval, pa so ga vprašali, kje pa stanuješ, pa so rekli, pa je rekel, kot Gere. Tudi, ko je moja mama umrla, je bila prazna hiša, smo dali eno družino noter. Vse zidance po Beli krajini so bile polne beguncev, tako da nam ne more noben očitati, da mi nimamo sočutja, da mi ne zaznamo stiske ljudi, tako da takrat je cela Slovenija in še zdaj ve, da je to tako bilo. Vendar pa danes ti begunci, ki jih ne bom več imenoval begunci, ampak so migranti, so pa drugačni. To so migranti, to so mladi fantje, 25 let, ki so se pomešali pač med res tiste begunce, ki si zaslužili, skozi ne bi bil noben problem. Zapustili so svojo domovino, namesto da bi se tam borili za svojo domovino. Vas bom vprašal, kaj bi bilo, če bi 41 leta, 20 let, pa 15, pa 30 let stari fanti zapustili Slovenijo, pa kaj bi bilo, če bi 91 leta množično zapustili Slovenijo? A bi menili, da na Slovenijo? Tako da, iz tega vidika pa jaz mislim, da takih, ki so pustili tam mame, pa očete, pa zvili rep med noge, pa prišli v Evropo, mislim, da takih Evropa in Slovenija ne rabi. Protestu se je želel pridružiti tudi nekdanji ravnatelj srednje šole Črnomelj Branislav Adlešič in nekdanji podžupan občine Črnomelj. Zaradi neodložljivih obveznosti se tega ni mogel udeležiti, je pa vseeno z nami želel podeliti nekaj besed. Do zadnjega smo sicer upali, da mu bo uspelo, ker ima pač res takšne razloge, da smo upali, da bo mu uspelo iz Ljubljane priti do sem. Vendar bo njegove misli, ki nam jih je poslal, prebrala Sabina Povše. Spoštovane občanke in občani,
Čeprav sem danes popoldne odsoten, se kot občinski svetnik, ki mu ni vseeno, kaj se dogaja to stran Gorjancev, pridružujem vašemu oziroma našemu protestu zoper postavitev migrantskega centra v naši občini oziroma v Beli krajini. Obljubljeno nam je, da bodo po potrebi postavili začasni, prehodni migrantski center. Belokranjci smo slišali vse preveč obljub, ki zvodenijo, ko več nismo potrebni, oziroma ko siti in dobre volje obiskovalci zapustijo sončno stran Gorjancev. Za nas ni bilo in ni posluha, ko smo se borili za ohranitev srednješolskega programa vzgojitelja predšolskih otrok, pa naj bi ostal v Metliki ali se izvajal na srednji šoli v Črnomlju. Je pač moral čez Gorjance, ker nas nihče ne upošteva. Za nas ni bilo in ni posluha, ko se borimo za 3. razvojno os ali kakšen drugi dostojen dostop do Bele krajine. Korošce prosijo naj dorečejo traso, pri nas teh problemov ni in bi se lahko dela začela. Vsi pa jaz in večina vas ne bomo videli, ker nas nihče ne. Za nas ni bilo in ni posluha, ko so nas brez veze ogradili na Kolpi. Spomnim se sestanka za izbranje, ki sem se ga vseeno udeležil v prostorih občine jeseni 2015. Predstavnik ministrstva oziroma vlade je zagotovil, da bo žica odstranjena do aprila ali maja, če se bodo tokovi beguncev umirili. Tokovi so povsem prenehali in ko sem isto osebo na občinskem svetu letos spomladi spomnil na to, je imel seveda logičen odgovor. Obstaja realen sum, da se tokovi ponovijo, kar je sicer res. Res pa je tudi, da je bila prelomljena obljuba. Obljuba, ki jo je za Belokranjce lahko prelomiti, ker nas pač nihče ne. Za nas ni bilo in ni posluha, ko se potegujemo za pridobitev spodnjega dela gradu občinske stavbe, ki je v lasti države. Rici in biti plačujete najemnino. Morda bi lahko v bivših prostorih uredili prepotreben javni WC, ki ga v mestu nimamo. Prostor, tudi klet, pa propada pred nosom vseh nas. Ker je vlasti države, le kaj smo mi drugega kot občani in državljani in ker nas nihče ne. Za nas ni bilo in ni posluha, ko se gre za vkop dobrih 4 km visoko napetostnega daljnovoda, zaradi katerega neizgraditve lahko Belokranjci ostanemo v temi. Kaj to pomeni za gospodinjstvo kot gospodarstvo, si ne upam niti predstavljati. A do soglasja v vklopu ne pride, ker nas nihče ne. Še se bi dalo naštevati. Dejstvo je, da so nas v zgodovini vodilne strukture naših držav hitro pozabile, pa naj si je šlo za katerokoli državo. In tako je tudi danes. Zavedam pa se tudi, da so med nami tudi tisti, ki opozarjajo na solidarnost do beguncev, do tega, da so tudi oni ljudje v stiski, potrebni naše pomoči. Seveda sem za solidarnost, za pomoč tistim, ki to res potrebujejo. Tu mislim predvsem na otroke, ženske, starejše ljudi. Ko po TV-ju vidim nasmejane mladeniče, ki ti včasih pokažejo sredinec, ti pozneje vsiljujejo svojo kulturo, da ne omenjam zasranega stadiona v Zavrču, pa okolice Dobove, spolnih napadov, ki se sicer niso zgodili pri nas. Mi solidarnost žal močno popusti. Dragi sokrajani, morda se vam do konca današnjega protesta uspem priključiti in osebno dati podporo civilni iniciativi za protest proti begunskemu centru na Vražjem Kamnu tudi zato, ker je Vražji kamen zelo živa tvorba, tako za kinologe, aktivne športnike in rekreativce. Samostojni občinski svetnik Brane Adlešič. Torej, dragi Belokranjci, še zadnjič vas vprašam, bomo dovolili migrantski center? Bomo dovolili prehodni migrantski center? Bomo dovolili, da smo še naprej drugorazredni državljani? Bomo zahtevali od vlade Republike Slovenije, da se spomne na nas tudi kot deli denar? Ljubljani je pravkar center moči dal 300 milijonov, nam želi dati migrante, se bomo uprli. Pozivam vse, sklicana bo izredna občinska seja in ker so občinske seje javne,
vas pozivam vse, da se jo udeležite in da to tudi povedate županji. Še zadnjič vas tudi pozivam, da podpišete peticijo. Spletna peticija je drugačna, kot če so ročno podpisani podpisi, ki jo bomo poslali Vladi Republike Slovenije. Sedaj pa za zaključek. Dragi Belokranjci, veseli smo, da smo se zbrali v takšnem številu. Vsi vemo, kako težko je zbrati takšno število v Črnomlju. Do zdaj je bilo to, od osamosvojitve naprej, še tega ni bilo. Tako da je to pomemben dan, da smo se danes je dan, ko smo se zbrali, da povemo, da nam je dovolj. Dovolj nam je. Ne bomo več trpeli vaše samovoljnosti. Da me Belokranjci poznate. Sem Sever Andrej, bivši republiški elektroenergetski inšpektor. Dal sem v tem delu dosti za Belo krajino. Zakaj piše tu? Na moji zemlji sem jaz gospodar. Ne ti ali kjer drug, ki ne plačuje in ki ti ne živi. Zakaj vam rečem, da na tej zemlji smo mi gospodarji? Še malo pa bo spomin na prvo belokranjsko četo. Nisem politik ali pa kaj drugega, ampak te ljudje, te fantje ali pa možje niso pripadali nobenemu, ampak so se borili za ljudi, za svojo zemljo. Poglejte, kje je zdaj smerokaz za Gornje Laze, ki so padli. Čigava ta zemlja? Za koga so se borili? Za Belo krajino in za Slovenijo. Za nobenega. In te zemlje ne damo. Ne dovolim, da mi nekdo odloča v mojem imenu, če jaz plačujem davek, da delam za te ljudi, za vas. Trudil sem se in ne dovolim, da mi nekdo to vzeme. In isto tudi vi ne dovolite. Hvala. Za konec bi rada samo še to povedala, da za ta protest se je trudilo zelo, zelo veliko ljudi. Eni so delali transparente, eni so pripravljali čaj. Res je, ogromno ljudi se delovalo, ljudje so množično spraševali, kako lahko pomagamo. Tako da ne bom poimenovala poimensko, ampak bi se zdaj rada javno zahvalila vsem, ki so kakorkoli pripomogli, da smo danes tukaj. Po mojem mnenju je danes to zgodovinski dan. Končno smo se uspeli zbrati tukaj in povedati, da nam je dovolj. Končno, zadnji čas. Zdaj nam bo pa še naša pevka Leja Plut zapela pesem Slovenec sem. Se opravičujem, slovenskega naroda sin. Na planini je živel, rad je stare pesmi pel, vse življenje veselil, mnogo vinca je popil, ko je prvič šel v svet, si pripel, rdeč je cvet, ki ga žulja roko. Mati dala je v slovo, oče zgubljal ni besed, bil je vajen tujcev klet, fantu dal je v spomin zelenič in rožmarin in dejal, koder hodil boš z njim, vidi,
Hvala vam, Belokranjci, da ste prišli. Sporočili vam bomo dalje, kaj smo dosegli. Spremljajte nas in upajmo, da nam ne bo potrebno se znova kmalu srečati. Hvala. Hvala sem napisal, če za enosmerno vozovnico. Tako da naredimo, da prespare dol v dolino. Piki, Albert, hej, izjavo, če vzal.